V Murski Soboti so se srečali mladi raziskovalci Slovenije. Osnovnošolci in srednješolci so tako v sklopu projekta Srečanje mladih raziskovalcev Slovenije letos pripravljali raziskovalne naloge s kar 20 različnih področij. Verjetno vas je za raziskovalno dejavnost, za raziskovanje navdušila kakšna oseba iz preteklosti, njeni individualni uspehi, pomen, ki ga je imela ta osebnost za človeštvo, in sicer da znanstveni dosežki morda in podobno. Ampak danes kot mladi raziskovalci predvsem sodelujete z svojimi mentorji. To pomeni, da sami samostojno še ravno ne nastopate v tem raziskovalnem svetu. Morda bi opisal eno zgodbo, ki je krožila v mojih študentskih letih. In sicer je ta zadeva šla nekako takole, da smo razpravljali o tem, da je neko znano podjetje izbiralo med množico kandidatov najbolj ustreznega. Potem, ko so kandidati naredili razne preizkuse znanj, jih je na koncu čakala najtežja naloga. Stopili so v sobo, ki je bila v dveh etažah. Ena je bila pol metra višje, druga pol metra nižje. Na nižji etaži je bil dolg velik hlod, ki ga je bilo potrebno spraviti na pol metra višjo etažo. Večina kandidatov je stopila, opazila, da je naloga za njih pretežka, so odnehali in odšli iz te sobe. Sprejet je bil kandidat, ki je bil sposoben, potem ko je videl, da je naloga za njega pretežka, stopiti iz sobe, povabiti vse ostale konkurente in jih prositi za pomoč, da ta hlod družno dvignejo. Morda je v današnjem svetu ravno to vodilna misel, torej da z individualizmom do neke meje se da marsikaj doseči, vendar je v odločilnih trenutkih potrebno sodelovanje, biti člen ekipe, dobrega tima in potem se da spreminjati svet in okolje. V prvem krogu državnega tekmovanja so sodelovali 913 osnovno- in srednješolcev s 524 nalogami, izmed katerih se je na zaključno 50. srečanje mladih raziskovalcev Slovenije letos uvrstilo 227 raziskovalnih nalog. Prav posebej me veseli, da se današnje srečanje imenuje srečanje, ne tekmovanje. Ne gre za tekmovanje. Gre za to, da se skupaj srečamo tisti, ki si upamo razmišljati mogoče malo naprej, ki si upamo razmišljati o tem, česar ne vemo, kar ne znamo. To je pravzaprav tisto, kar je gibalo našega uspeha. Razmišljati o tem, kar ne znamo. Živimo v svetu, ki je poln nasprotij. Živimo v svetu, ki se nenehno tehnološko, tehnično, inženirsko močno razvija. Verjamem, da bomo čez nekaj let avtomobil, na katerega smo danes tako ponosni, preprosto uporabljali kot skupne dobro. Namesto, da bi ga prali, vikali in skrbeli zanj, bomo zjutraj po telefonu naročili, pripeljal se bo pred našo hišo, postopili bomo v avto, se usedli, odtipkali naslov, se odpeljali in ko bomo prišli na mesto, bomo avto zapustili drugim, ki ga bodo peljali na naslednje mesto. Ali je to samo tehnični napredek? Ali je to samo inženirski napredek? Ni. To je precej več. Spremenilo bo naš odnos do avtomobila. Avto, ki je danes osebno dobro, naša last, bo postal skupna last. In tukaj inženirji ne bomo mogli več odgovoriti na vsa vprašanja. Potrebni bodo sociologi, potrebni bodo filozofi, potrebni bodo seveda tudi trgovci. Skratka, živimo v svetu, kjer ni več možen napredek z eno znanstveno disciplino, z enim področjem. Živimo v svetu, ki zahteva vsa znanja, ki zahteva sodelovanje vseh ljudi. Ni res, da potrebujemo velik vpis na inženirske usmeritve.
Potrebujemo pravilen vpis na vse usmeritve. Zato mladi raziskovalci in mlade raziskovalke vam polagam na srce. Izberite svoj poklic po tistem, kar vas veseli, po tistem, kar znate. In prav je, da ste danes prišli sem, da bi se srečali s tistimi, ki delajo nekaj drugega, kot delate vi, se z njimi pogovorili in poskušali razumeti svet z vseh strani. Tudi strani umetnosti, tudi strani glasbe. Prav gotovo tudi tekmujete, ampak tekmujete v športu, v znanosti, v znanju, pa bodite kritični. Kritični do sebe in kritični do drugih. In to je tisto, kar bi vam rad ob koncu prav posebej položil na srce. Ne bojte se oporekati. Povejte tisto, kar mislite. Delajte tisto, kar verjamete. In vem, da vam bo uspelo. Zato srečno mlade raziskovalke, srečno mladi raziskovalci. Tovrstne projekte finančno podpira Javna agencija za raziskovalno dejavnost. Javna agencija za raziskovalno dejavnost, ARRS, se sliši zelo zapleteno. To je agencija, ki je v bistvu, grobo rečeno, podeljuje sredstva za raziskovalno dejavnost za vse inštitute, za univerze, glede raziskovalne dejavnosti in seveda tudi raziskovalkam in raziskovalcem. Z nami se boste srečali v času študija, še bolj pa po študiju. Upam, da vas bo čim več takšnih, s katerimi se bomo srečali takrat. No, ampak za nas je izjemno pomembno, da se s pojmom mladi raziskovalci srečamo že bistveno prej, preden pridete na univerze, preden začnete po doktoratu svojo raziskovalno kariero. In prav zato sem se z veseljem odzval današnjemu povabilu. 50 let je seveda častitljiva letnica, star sem bil 5 let, naj izdam skrivnost, ko se je začela zgleda. In še ena obletnica je povezana z mladimi raziskovalci, malo drugimi, tistimi starejšimi. Torej, lani je minilo 30 let, odkar pa teče program mladih raziskovalcev, to je tistih, ki se usposabljajo za doktorski naziv. Danes vas še čaka nekaj dela, deljenih bo nekaj nagrade. Verjetno vas zanima, kdo je zmagovalec, ampak zmagovalci ste vsi, ki se lotite tega dela in zato vam želim, da uspešno raziskujete še naprej, ne izgubite voljo, mentorji tukaj imate pomembno vlogo, mlade raziskovalke in raziskovalci pa ob raziskovalnem delu seveda tudi posvetite nekaj časa glasbi, športu in pa prijateljem. Iz Pomurja se je na državno srečanje uvrstilo 32 raziskovalnih nalog, 19 po 10 iz osnovnih šol in 9 iz srednjih šol. Nalog je prejelo bronasto priznanje, 9, od tega 5 osnovnih in 4 srednješolske naloge srebrno in 4 po 1 srednješolska in 3 osnovnošolske naloge zlato priznanje.